Urška, hvala. Dragi prijatelji, skoraj natančno pred 25 leti sem bil na tem istem žalostnem kraju. Takrat so me obsodili za to, in to so zapisali v sodbo, ker naj bi svoje intelektualne sposobnosti napačno usmeril. In tudi takrat so režimski mediji trobili vsak dan, da je treba takšno sodbo spoštovati. Šest let s to afero Patria uničujejo ne samo mene in mojo družino in našo stranko, ampak tudi zastrupljajo politično okolje v Sloveniji. 6 let vsak dan iz številnih zvočnikov, iz številnih ekranov, ena in ista laž. Ena in ista laž. 4 leta traja sodni proces in še vedno ni končan. 4 leta traja ta sodni proces in še vedno ni končan. V 4 letih sem neštetokrat ponovil vprašanje, kaj sem narobe storil, kdaj, kje, kakšno obljubo nagrade sem dobil, kje. 4 leta so lažno poročali sodišča, 4 leta. 4 leta. Niso krivi tisti, ki so tukaj, ampak njihovi šefi. 4 leta. 4 leta nihče ni povedal preprosto, česa sem kriv. 4 leta se ni dalo braniti. 4 leta je govorila sodnica in tožilec, vsa ostala pravna stroka je pa v glavnem molčala. Treba je zaupati v pravno državo, so govorili. Pravna država je nekaj, za kar so naši sobojevniki umirali leta 1991. Tudi tukaj, v bližini je Jernej Molan padel za samostojno in svobodno Slovenijo, za pravno in normalno Slovenijo. Skoraj nikoli se njegovega imena ne omenja. Hkrati pa tisti, ki so sredi prejšnjega stoletja, tukaj v neposredni bližini, na mestu, kjer zdaj stoji zapor, pobili celo slovensko družino, z otroki vred, še danes dobivajo privilegirane pokojnine. In zaradi tega, ker so stvari postavljene na glavo, se dogaja to, o čemer je prej Alenka brala iz spisa Draga Jančarja. Stvari so postavljene na glavo. Ena sama pot je, da se to spremeni. Pred 25 leti, ko so me poslali na Dob, se je začelo finale slovenske pomladi. In takrat smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Nismo se osvobodili laži, prevar, privilegijev. Nismo se osvobodili tega, da se stvari sprevračajo, da se belo prikazuje kot črno in obratno. Nismo se osvobodili laži. To je očitno težje, kot pa osamosvojitev in postavitev neke formalne države. To delo, dragi prijatelji, nas še čaka. Prej preden pa nam bo to uspelo, pa je treba v slovenski javni prostor vrniti resnico. Slovenski javni prostor je vrniti resnico. V javnem prostoru se mora poveličevati ljubezen in ne sovraštvo. V javnem prostoru se mora grajati slabo in hvaliti dobro. V slovenskem javnem prostoru moramo biti strpni in v slovenskem javnem prostoru se resnica ne sme razglašati za sovražni govor. Tako je. In spoštovani, v slovenskem javnem prostoru je potrebno vrniti veljavo besedama poštenje in čast. Tako je. Tako je. Še posebej v slovenski politiki, kjer smo priča stalnemu preoblačenju, ne obstaja beseda čast. V teh žalostnih prostorih, kamor zdaj odhajam, se bojim, bom našel več takšnih, ki vedo, kaj pomeni beseda čast, kot sem jih srečal včeraj v tistem studiu Pop TV. Dragi prijatelji, hvala za vso podporo meni in moji družini, moji stranki. Prihaja nedelja 13. julija. Na ta dan mi obarvajte Slovenijo v barve svobode in pravičnosti. Vračam si sono